Lep pozdrav tudi z moje strani. Prihajam iz Cinkarne Celje in bom poskušala na nek način prikazati naš sistem ravnanja z odpadki in pa v bistvu uporabo odpadnih surovin, s katero na nek način se trudimo doseči tudi neko tržno vrednost. Zdaj, zelo na kratko bom predstavila samo podjetje. Cinkarna Celje ima zelo dolgo zgodovinsko tradicijo neprekinjenega poslovanja, in sicer od leta 1873 sodimo. V preteklosti smo bili bolj metalurško-kemično podjetje, sedaj na nek način prehajamo v kemijsko-predelovalno panogo in na nek način sodimo med največja ali pa med večja podjetja kemijsko-predelovalne panoge. Težišče naše aktivnosti oziroma te panoge je danes namenjeno proizvodnji in trženju pigmentnega titanovega dioksida. Imamo še kar nekaj drugih programov, kot je proizvodnjo praškastih lakov, mastrov, proizvodnjo agroizdelkov oziroma izdelkov za zaščito rastlin ter nekatere druge, predelavo cinka je še ostalo, kar je še ostalo od te metalurške branže. Skratka, letna prodaja znaša nekje preko 170 milijonov evrov in več kot 90% celotne prodaje ustvarimo na mednarodnih trgih, zaposlujemo pa trenutno okoli 820 ljudi. Glede na to, kakšna industrija smo, na nek način brez odpadkov ne gre še. Najbrž tudi dolgoročno bo še kar precej časa trajalo, da bomo lahko rekli kakšno o zero waste, ampak trenutno nastaja industrijski procesni odpadki, seveda nevarni in pa nenevarni. Nevarnih je tam povprečno okoli 6%, medtem ko nenevarnih 33%. Kar velik delež v teh odpadkih je tudi odpadna embalaža. Nekaj malega je seveda komunalnih odpadkov in pa drugih odpadkov relativno veliko, glede na to, da v bistvu se izvaja non-stop nekatera investicijska vzdrževanja oziroma neka vlaganja in pri tem seveda tudi nastajajo raznogradbeni odpadki in ti drugi odpadki. Zdaj, kakšen je sistem ravnanja z odpadki? V bistvu samo ravnanje z odpadki oziroma zmanjševanje količin odpadkov, krožno gospodarstvo in vse te aktivnosti na nek način vodimo kot eden od kazalnikov trajnostnega razvoja, za katerem pač je neka zavezanost vseh zaposlenih oziroma vodstva. In si vsako leto tudi na nek način postavljamo cilje v sklopu tega, bodisi v obliki zmanjšanja količin odpadkov, števila nekih projektov na področju zmanjševanja oziroma iskanja krožne obdelave teh odpadkov oziroma ponovne uporabe in seveda tudi zmanjševanja stroškov. Pri ravnanju seveda upoštevamo to 5-stopenjsko lestvico. Zakaj to pravzaprav izpostavljam? Ker v preteklosti pravzaprav je naše podjetje imelo zelo velik delež tega odstranjevanja odpadkov oziroma odlaganja odpadkov, ker pri proizvodnji titanovega dioksida pač nastaja precej velika količina odpadkov, ki smo jo v preteklosti v bistvu odstranjevali oziroma odlagali. In zdaj na nek način z novimi postopki poskušamo pravzaprav dejansko slediti tej piramidi, se pravi, da na nek način čim več recikliramo oziroma pripravimo stvari za novno uporabo ali imamo nekih stranskih proizvodov, ne pa več odpadkov, ki bi šle na odlagališča. Prav tako na nek način v svoje procese vključujemo oziroma v razvoj vključujemo sam način, da do odpadkov sploh ne pride oziroma da poskušamo na nek način naše nove proizvode razviti v tej smeri, da so naravnani trajnostno. Primer je recimo novi tipi titanovega dioksida, ki na nek način podaljšujejo, se pravi titanov dioksid je
recimo en izmed tipov je uporaben tudi v barvah in lakih ali pa v maslih, ki se uporablja naprej za pridelavo plastike, da so ti v bistvu z našim proizvodom bistveno bolj trajni, bistveno daljšo življenjsko dobo imajo, bolj odporni, se pravi, da se s tem povečuje trajnost nekih izdelkov in s tem tudi zmanjševanje količin odpadkov. Zdaj, prej smo slišali gospo iz surovine, na kak način naj bi ta sistem celovitega ravnanja z odpadki v nekem podjetju deloval. Jaz upam, da smo tu nekje, imamo še priložnosti za izboljšave, ampak boste to na nek način poskušali sami presoditi, ko bom pač par besed o tem povedala. Skratka, skupno ločujemo okoli 100 vrst odpadkov, imamo tudi dovoljenje za predelavo 11 vrst odpadkov, kar pomeni, da poskušamo iti v to smer, da pravzaprav ne uporabljamo samo čiste surovine, ampak da tudi uporabljamo odpadke, seveda, kjer pač to tehnološki postopki dopuščajo. Seveda, zakonodajno je potrebno na nek način voditi vso to evidenco, kateri odpadki nastajajo, predvideti ravnanja oziroma imeti ustrezna ravnanja za temi odpadki, seveda voditi evidenco. Si lahko se preklop Lanica. Mi imamo seveda tudi svoj sistem, na nek način računalniški sistem za vodenje teh odpadkov, skratka, da imamo natančno popisane vse odpadke, njihove nevarne lastnosti, kje se nahajajo, v kakšni količini, skratka, poskušamo res slediti vsem vrstam odpadkov. Se pravi, brez učinkovitega ravnanja z odpadki ne gre, če niso vključeni seveda vsi zaposleni. Zato najprej smo uredili to zadevo na nivoju nekih navodil za delo oziroma imamo neko splošno organizacijsko navodilo in posamezna navodila za delo, ki jih imajo po posameznih poslovnih enotah. Tudi so določene odgovorne osebe za ravnanje z odpadki, natančno so določene lokacije za zbiranje odpadkov, se pravi po vrsti odpadka, po posodah, skratka, poskušamo ločevati čim bolj na izvoru, na delovnih mestih, da je to ljudem lažje in bolj kontrolirano. Seveda zato je potrebno kar nekaj truda, da se ljudje tega navadijo, da to vzdržuje, zato jih tudi redno izobražujemo na različne načine, ne vem, preko teh rednih obveznih izobraževanj, pa potem tudi na neke naše svoje načine, preko naših maskot Cinko in Cinka, raznih obvestil na ohranjevalnikih zaslona, intraneta in tako naprej. Seveda pa je treba poskrbeti za preverjanje in ustreznosti ločevanja, tako da tu nadzor seveda mora biti in imamo pač neke določene osebe v podjetju, ki na nek način imajo stalen nadzor nad primernostjo ločevanja in pa da potem zadeve na nek način res štimajo. Tole je prikaz par lokacij, naših zbirnih mest. Sodelujemo tudi v dobrodelnih akcijah, recimo, ne vem, že par let zbiramo plastenke za dobrodelni namen, potem smo nekaj časa tudi zbirali tekstil, zamaške in tako naprej. Skratka, poskušamo res izločiti oziroma ločiti res vse koristne odpadke oziroma po vrsti odpadkov, tako da so potem dejansko uporabni naprej, čim bolj uporabni naprej za predelavo. V lanskem letu smo v bistvu dosegli 5% specifično količino manj nastale količine vseh odpadkov. Oddano je 6% več ločeno zbrane embalaže v predelavo, to pomeni, da dejansko poskušamo ločiti različne plastike, različne kovine, skratka na način, da pa na nek način tudi dobimo neko tržno vrednost tega materijala. Seveda stvari včasih z leti tudi zanihajo, predvsem zaradi tega, ker pravzaprav
se pojavijo kakšni investicijski procesi ali kakšni remonti, potem pa v bistvu kakšno leto malce zadeve poskočijo, ampak trend na nek način je v smeri manj odpadkov. Nadalje bom podala en primer uvajanja krožnega gospodarstva, ki sem ga na nek način omenila že v začetku, se pravi, mi smo v preteklosti pred v bistvu odpadno sadro, ki nastaja pri proizvodnji titanovega dioksida, odlagali na naša odlagališča, naprave za odstranjevanje odpadkov Bukovžlak in Zatravnik, se pravi, kot suspenzijo v bistvu se je odlagalo v neka zajezena področja. Potem pa smo v bistvu z razvojem oziroma z tehničnimi možnosti pravzaprav razvili postopek dvostopenjske nevtralizacije tega odpadka in pa seveda v bistvu filtracijo, od koder smo pravzaprav prišli do stranskih proizvodov, in sicer po prvi stopnji nevtralizacije bele sadre, ki je v bistvu podoben material kot naravna sadra, gre za kemično sadro. Za njo smo pridobili slovensko tehnično soglasje in tudi okoljevarstveno dovoljenje, da je to lahko stranski proizvod, ki ga seveda sedaj tržimo v različne namene. Večina gre za proizvodnjo gips plošč v cementno industrijo, nekaj je pa tudi uporabnega v kmetijstvu kot snov, ki na nek način uravnava pH in izboljšuje nekatere lastnosti zemlje. Skratka, z leti povečujemo prodajo te bele sadre, trudimo se pa tudi za umestitev oziroma na nek način prepoznano lastnost kot gradbeni material rdeče sadre, se pravi RC gips. Prav tako imamo za njo pridobljeno slovensko tehnično soglasje, se pravi, da v bistvu ta odpadno sadro oziroma po drugi stopnji nevtralizacije dobimo to rdečo sadro, ki jo z membranskimi filter stiskalnicami stisnemo in dobimo tak material, gradbeni material, ki ga sedaj uporabljamo za zapolnjevanje naših prejšnjih odlagališč, se pravi, da na nek način rekultiviramo ta področja v naravno okolje. Vključena je že kar v nekaj projektov za uporabo recimo tesnilnega sloja na odlagališčih, preusmerjevalni nasip, skratka je primeren gradbeni material za pač te manjše gradbene nasipe. Potem naprej mogoče lahko navedem tudi odpadek, ki je bil v preteklosti odpadek, se pravi odpadni rečni mulj, ki smo ga na nek način pridobili z obdelavo rečne vode, ki jo uporabljamo kot tehnološko vodo, se pravi, da črpamo vodo iz reke in jo seveda očistimo za nadaljnji namen. V preteklosti je bila to odpadek, ker pa imamo v našem proizvodnem programu tudi proizvodno zemelj, se pravi humovit, recimo je naš izdelek, smo na nek način razvili nek nov postopek, seveda z temi enostavnimi postopki mešanja in dodajanja teh hranil, da je iz tega nastala zemlja za prekrivanje, ki ga trenutno uporabljamo na naših napravah oziroma je lahko tudi material ki je drugje. Potem so to seveda gradbeni odpadki, podobno se poskušamo obnašati na način, da jih že na samem gradbišču, lastnih gradbiščih seveda ustrezno ločimo in z pooblaščenimi predelovalci odpadkov predelamo v koristne materiale in jih uporabimo nazaj na lastnih gradbiščih. Kot verjetno vsi zbiramo ločeno odpadne kovine, papir, plastiko, seveda po vseh materialih, na način, da je zadeva dejansko uporabna naprej in na nek način tudi s tem vsem, kar sem zdaj predstavila, pa še kaj bi se našlo, nekje dosegamo okoli $500 000 prihodkov od prodaje stranskih proizvodov na leto,
Sicer se ne sliši nekaj veliko, ampak ugotavljamo, da z leti nam tržni deleži na nek način rastejo, predvsem pri sadri, tako da se trudimo še v tej smeri. Vsekakor ostajajo še izzivi na tem področju. Nadaljujemo seveda s ciljem zmanjševanja odpadkov, z v bistvu iskanjem novih možnosti razvoja na področju krožnega gospodarstva. Poteka kar nekaj v bistvu projektov, kjer iščemo uporabe neizkoriščenih elementov v odpadkih, oziroma primer je naša odpadna 23% kislina, kjer se išče recimo, da bi bilo možno izločati razne okside kovin, redkih kovin oziroma drugih kovin, ki pa na nek način dosegajo neko tržno vrednost. Skratka, se trudimo na tem področju, da pravzaprav postajamo bolj zeleni, da puščamo čim manj tega ogljičnega odtisa. Seveda je tu pa tudi nek izziv zakonodaja, se pravi te spremembe glede proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Tu na nek način zaenkrat smo na nek način v bistvu lahko zelo iskali na nek način konkurenčne ponudbe, kaj nam bo dala ta ena družba oziroma na kak način se bo to pravzaprav zavrtelo, lahko da tudi kakšne omejitve. Skratka, izzivov nam ne zmanjka in gremo po poti krožnega gospodarstva oziroma zmanjševanja in ohranjanja naravnih virov. Hvala lepa.